V Beli hiši so vsi nasmejani. Kot smo že razpravljali, predsednik vlade Benjamin Netanjahu in predsednik Donald Trump sedita skupaj v ovalni pisarni pred njunim prvim srečanjem iz oči v oči od začetka skupnega sodelovanja ZDA. Izraelska operacija proti iranskemu režimu. To srečanje se je zaključilo pred kratkim po 90 minutah, opisujejo ga kot produktivno. Oba voditelja se bosta ob začetku naslednje ure udeležila pogrebne slovesnosti za pokojnega senatorja Lindseyja Grahama. Več o tem kasneje. Zdaj pa z veseljem pozdravljamo Danija Danona, izraelskega veleposlanika pri ZNN, ki se nam zdaj pridružuje iz New Yorka. Gospod veleposlanik, najlepša hvala za vaš čas. Za začetek, v prvih trenutkih tega srečanja, glede na slike iz ovalne pisarne, je vzdušje zagotovo delovalo pozitivno. Vendar pa vemo tudi, da so za zaprtimi vrati potekale resne razprave in so bile morda sprejete celo pomembne odločitve. Najprej, kakšno je vaše mnenje o pomenu tega trenutka za izraelskega premierja, glede na številna ugibanja o njegovem včasih napetem odnosu z ameriškim predsednikom? Predsednik vlade se je od začetka drugega mandata predsednika Trumpa 8-krat srečal s predsednikom Trumpom. To pove samo zase. Veste, poznam voditelje, ki se niso mogli niti enkrat srečati s predsednikom. To kaže moč vezi, razumevanje, da smo skupaj. Imamo iste cilje, iste izzive in iste sovražnike. In zato smo hvaležni. Predsednik vlade je prišel, da bi govoril o teh vprašanjih, poskrbeti, da smo usklajeni z ZDA in lahko vam povem, da vemo, da imamo partnerja in prijatelja v Beli hiši in zato smo hvaležni. Nihče ne bi želel spraševati o vsebini. Ampak, ali lahko kaj poveste o poročilih, da ima Izrael dejansko sveže obveščevalne podatke o iranskem jedrskem programu? In ob skrbeh, da Iran kar najbolje izkorišča ta čas mirovanja, tako rekoč, da ponovno vzpostavi svoje jedrske zmogljivosti. Kaj nam lahko poveste? Torej, dokazali smo svoje obveščevalne sposobnosti. Veste, ko smo napadli cilje in teroriste v Iranu, Veste, naši kolegi v Washingtonu cenijo to, kar počnemo, kar jim dejansko zagotavljamo. In to ni osamljen primer, to je stalen napor in to bomo še naprej počeli, še naprej bomo delili naše obveščevalne podatke z našimi zavezniki v Washingtonu. Zavedamo se, kako pomembno je to. Oni cenijo, ocenjujejo. Združene države imajo tudi svojo obveščevalno službo. Zelo impresivno, kar se tiče obsega. Ampak včasih potrebuješ pravega človeka na pravem mestu, da zbere informacije. In to bomo še naprej delili z ZDA. Ali je pošteno reči, gospa veleposlanica, da je Izrael zadovoljen, da tako rekoč čaka ob strani z vojaškega vidika, medtem ko se ta napetost odvija med ZDA in Iranom, v nekaterih pogledih pa tudi z zalivskimi državami? Vemo, da če predsednik zaprosi Izrael, naj se ponovno vključi, ni dvoma, da bi se Izrael odzval. Toda ali obstaja scenarij, v katerem bi Izrael sam ukrepal proti Iranu? No, mislim, da uporaba izraza zadovoljen ni natančna. Veste, smo v visoki pripravljenosti. Pripravljeni smo na vse scenarije. Zavedamo se, da se stvari na Bližnjem vzhodu odvijajo zelo hitro. V zadnjih nekaj tednih je Iran napadel 12 držav na Bližnjem vzhodu. In videli smo, da so nekateri balistični izstrelki dejansko bili usmerjeni proti Jordaniji, tik ob Ejlatu. Tako smo pripravljeni in zelo jasno sporočamo, če bo kdo napadel Izrael, ne bomo prosili za dovoljenje. Nemudoma bomo vrnili udarec in posledice bodo za drugo stran uničujoče. To je sporočilo, ki ga pošiljamo javno in tudi za zaprtimi vrati. Kakšen je potem vaš občutek glede razpoloženja med Izraelci, glede možnosti še ene vojne, še več časa morda v zakloniščih? Če bo rezultat le vrnitev k pogajanju med ZDA in Iranom o tem globoko pomanjkljivem memorandumu o soglasju, to ni ravno rezultat, ki bi si ga večina Izraelcev želela videti. Tako da, veste, zadnja leta so bila za nas težka. Vsi smo veliko žrtvovali, ni bilo lahko, bilo je boleče, ampak razumemo, kako pomembno je to bilo. In prepričan sem, da je danes zelo cenjeno,
da smo danes v veliko boljšem položaju glede groženj v regiji proti nam. Veste, če pogledate zmogljivosti Irana, Hizbolaha, Hamasa, ni isto. Torej, bilo je težko. Ja, ljudje so utrujeni. Ampak hkrati se zavedamo, da smo morali plačati to ceno. In če bomo morali to storiti znova, bomo to storili znova. Veste, kljub cenam in vašim opisom, Zavedamo se, da živimo v nevarni soseščini. In vsake toliko časa moramo pokazati svojo moč in sposobnosti. Ko govorimo o nevarni soseščini, ima Iran veliko možnosti. Ožino lahko ohrani zaprto, kar očitno z veseljem počne. Lahko cilja na zalivske države, kar tudi večkrat počne. Lahko grozi z atentati na ameriške in izraelske voditelje ter politike. In seveda lahko izvede velik napad na novi lokaciji po svoji izbiri. Kakšne so vaše skrbi trenutno? No, imamo veliko razlogov za skrb, ampak sem optimističen. Mislim, da moramo pogledati, kaj smo dosegli Na naše zmožnosti in pripravljeni smo. Pripravljeni smo, vse imamo svoje obrambne sisteme, pripravljeni smo tudi na obveščevalnem področju in vem, da lahko zaupamo našim fantom in dekletom v IDF. Veste, moja hči, moj sin, vsi smo del tega prizadevanja. In ponosni smo na to mlado generacijo, ki dejansko vsem Izraelcem zagotavlja zaščito železne kupole, da lahko varno živijo in uživajo poletje. Veste, in kljub vsem grožnjam in izzivom, in to povem svojim kolegom, če danes pridete v Tel Aviv, boste videli, veste, lepoto Izraela, demokracijo v praksi in prepričan sem, da se bo nadaljevala. Zelo na kratko, kaj bi bilo vaše sporočilo ljudem v Iranu v tem trenutku? Na začetku te vojne je bilo namigovanje, da bodo vojaške operacije v bistvu postavile temelje za nekakšen morebiten upor, morebitno spremembo režima v prihodnosti in mislim resnično spremembo režima. Kakšno bi bilo vaše sporočilo iranskemu ljudstvu v tem trenutku? Povedal bi jim, da ta režim ne bo trajal. Gre samo za vprašanje časa. To se bo zgodilo. Vem, da trpijo, molimo zanje. Veste, vsi govorimo o posledicah režima, ampak oni to občutijo dan in noč. Tako da smili mi. In verjamem, da bo prišel dan, ko bom lahko prišel in obiskal iransko ljudstvo. In oni bodo lahko prišli in obiskali Izraelce ter druge države v regiji. Vprašanje časa je, kdaj se bomo znebili tega režima. Veleposlanik Danny Danon, v živo iz New Yorka, vedno cenimo vaš čas. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji The Rundown. Najlepša hvala.